Sedaj je pa ta nova študija, ki smo jo zelo dolgo čakali, randomizirana, z višjo mero zaupanja in mimo teh rezultatov, ki so dobri, enostavno ne moremo iti. Zakaj je šlo? V Španiji so naredili to študijo, sicer je pilotna majhno število bolnikov je bilo zajetih in računalnik je razdelil bolnike na 2:1, torej 50 bolnikov je prejelo D-vitamin. Da sam omenim, bolniki so bili s potrjeno SARS-CoV-2 okužbo in pa z tipično slikovno dokazanimi spremembami skladnimi s COVID pljučnico. 50 je dobilo D-vitamin, 26 pa ne. Le eden izmed 50, ki so dobili D-vitamin, je šlo v intenzivo. To pomeni, da se je kritičnost stopnjevala in pa polovica vseh tistih, ki pa niso dobili, je šla v intenzivo. Vsi so bili mlajši od 65, tako da ni šlo za starejše bolnike. Je pa res, da je v tej skupini, ki so šli v intenzivo, bilo malo več diabetikov in pa hipertonikov, ampak 1:50 proti 13:26 je pa zelo, zelo velika razlika. Tako da to so taki podatki, ki nas nekako navdihujejo z optimizmom in vseeno mi poudarjamo pomen preventive, bodisi z maskami, bodisi z nutricijo, z normalno prehrano. Vemo, sodobna hrana je okusna, ampak je zelo s hranili revna. In naprimer, če poudarim, samo v Skandinaviji imajo te deficience D-vitamina manj, zato ker že normalna hranila, tudi v mlečne izdelke, že dodajajo industrijsko D-vitamin. To je prav na nacionalni ravni. Tako, zdaj poleti, ko smo izpostavljeni soncu, me dejansko nivoji D-vitamina pri ljudeh toliko ne skrbijo. Ko se pa oktobra že začnejo nivoji zniževati in pa zlasti potem nekje novembra, pa je že lahko huje. Zelo ogroženi so ljudje, ki dejansko sploh ne morejo iti na sonce. Vedno poudarjamo tudi neko zdravo izpostavljenost soncu, vsekakor ne do roba opekline, to pa vsekakor ne. Že 10 minut, 15 minut na dan je dovolj. In še to nekje 15-20% izpostavljene kože. V zimskem času, naprimer, je pa ta časovna razdalja veliko, veliko daljša. Bi pa morali biti 2,5 ure na soncu, da bi dobili dovolj, zato ker je kot sončnih UVB žarkov čisto drugačen in gre skozi debelejše plasti atmosfere.